Bilo fajn, če bi nam kdo pomagal še, ne? Ja, fajn bi bilo. Ja. Kaj pa nesemo to zdaj? Se vam pomaga? Nagrad, kot vsako leto. Okay. Tega najprej klele razstavimo. Vladala je velika zaskrbljenost, predvsem zaradi tega, ker je bil prenos bolezni na tak način, da se je dotikal mnogo ljudi, predvsem mladih in takih, ki so imeli, bom rekla, bolj rizično življenje. Že pred 40 leti smo dobro vedeli, da se okužba s HIV prenaša samo na 3 načine. In sicer z spolnimi odnosi z okuženimi osebami, to je najpogostejši način prenosa, poleg tega pa tudi z okuženo krvjo, krvnimi pripravki, organi, tkivi in spermo, in pa tudi z okužene matere na otroka. Testiranje, se pravi na zavarovanje, se je začelo, mislim, da leta 85 jeseni. In verjetno sem bil eden prvih, ki sem se takrat šel testirati, ker sem se le ustrašil, sem bil v Parizu. In se prav spomnim, kako me je pač nekako izpraševal dr. Vidmar, ki je v bistvu bil edini takrat, ki se je s tem področjem ukvarjal. V Sloveniji smo začeli s testiranjem na HIV v jeseni leta 1985. Smo takrat postavili prve diagnoze pri nekaj hemofilikih. Vsi ti so prejemali okužene pripravke uvožene iz tujine. Prvo, kar smo se dobili z Rdečim križem, drugo pa z Zavodom za transfuzijsko medicino. Da smo se dogovorili, kako ravnati, da bo vsaka doza krvi, ki jo prejmejo naši bolniki in drugi, ki rabijo krvne pripravke, varna. Komisija za AIDS deluje že od leta 1985, prav po zaslugi izjemnih posameznikov, strokovnjakov, ki so prepoznali, da je ključ sodelovanja za obvladovanje te epidemije v sodelovanju med stroko, predstavniki ministrstev in tudi predstavnikov bolnikov, ki jih je ta epidemija najbolj prizadela. In takrat tudi z ustreznimi strokovnjaki napisali tudi strategijo, kako bi se bolezen preprečevala. Prvi bolnik v Sloveniji, pravzaprav na naši kliniki, je bil sredi 80-ih let, leta 86, in takrat sem bil začetnik, specializant infektologije in seveda to je bila čista panika. Torej, veliko hujš kot COVID-19, številni zdravstveni delavci so zavrnili pomoč ali pa zdravljenje osebam s HIV, bali so se, da so še drugi prenosi, ki jih znanost ne ve, in vse so prepuščali nam infektologom, in tudi med infektologi ni bilo velikega zanimanja. V bistvu smo se dolgo obdobje s tem ukvarjala dva. Pogosto se namreč pripeti, da opozorjene osebe na testiranje ne pridejo, enostavno se temu izognejo. Tako smo pri izsledovanju kontaktov HIV pozitivnih oseb večkrat ostali praznih rok. Seveda so bili različne okoliščine, ki včasih tudi malo nevarne, različni bolniki, včasih so nas tudi pljuvali, vse sorte je bilo, tako da je bilo treba vedno biti previden. Ampak čisto odkrito rečeno, nekega hudega strahu nisem občutil nikoli. Podatke o novih diagnozah okužbe s HIV smo v Sloveniji začeli zbirati na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v letu 1986. Takrat sta bila prijavljena prva primera AIDS-a,
Oba moška sta bila moška, ki sta imela spolne odnose z moškimi in sta v istem letu tudi umrla. Takrat, 1986, pa so bile prijavljene tudi 4 okužbe z virusom HIV, pri katerih se AIDS še ni razvil. Smo dovolj hitro organizirali recimo predavanja po šolah, da se je bila mladina v zvezi s tem dobro obveščena. Potem smo leta 1986 uvedli testiranje vseh darovalcev krvi, krvnih pripravkov, organov, tkiv in sperme na okužbo s HIV. In od takrat naprej v Sloveniji ni bilo niti ene same okužbe, ki bi bila prenesena na ta način. Zdaj pa par besed o najbolj skrivnostni bolezni desetletja, AIDS-u. Približuje se 1. december, svetovni dan boja proti njej. Smo takoj zelo intenzivno začeli z kampanjami. To pomeni za svetovni dan AIDS-a. Smo organizirali kampanje, na začetku smo imeli možnost in tudi sredstva za te velike billboarde, jumbo plakate, s katerimi smo oblepili celo Slovenijo. Plakate v vse šole, vse zdravstvene domove. Vsako leto smo razdelili na 10.000 rdečih pentel kondomov. Tu pri nas pa je bilo ogromno dela narejenega za preventivo, se pravi plakatne akcije, zgibanke. V bistvu je bila populacija, ki je nekako hodila na mesta srečanja, izredno dobro obveščena o samem virusu in tudi o kondomih, ki smo jih že takrat, že okoli leta 90, delili zastonj. Imeli smo tiskovne konference, mediji so bili zelo odzivni. Dober večer. Upam, da je za vami prijetna sobota, čeprav je na koledarjih označena kot dan združitve prve Jugoslavije in kot mednarodni dan AIDS-a. Vsako minuto se na svetu okuži 5 ljudi. Jutrišnji svetovni dan boja proti AIDS-u je posvečen otrokom. Na stojnicah so delili letake in zgibanke, pa za zdaj edino učinkovito zaščitno sredstvo kondome. Da smo zelo na začetku že začeli delati tudi posebne komunikacijske pristope za posebne ciljne skupine. Recimo za zapornike. V začetku 90-ih let je bila v Sloveniji, kot tudi drugod, epidemija uživanja iniciranja heroina. In povsod okoli so imeli epidemijo AIDS-a, v tej skupini, samo pri nas ne. To pa zato, ker smo zelo hitro začeli deliti igel. Uvajali smo posebne metode terenskega dela, kako priti do teh skritih populacij, kako dobiti zaupanje. In to se mi zdi čisto na začetku bilo zelo ključno, ker potem bi virus lahko prehajal iz te skupine tudi v splošno populacijo. Ko smo imeli prvo kampanjo, takrat se je prvič pojavil na televiziji kondom Dumf. Se spomnim, da je za veliko prahu ta kampanja povzročila. Promoviramo promiskuiteto, da mlade nagovarjamo k spolnemu odnosu. LGBT aktivizem je delal svoje preventivne akcije. Nekako tiste, ki so bile pa splošne, se pravi, takrat je bilo kar nekaj akcij, ki so bile tudi podprte s televizijo in z mediji, so bile pa vse bolj namenjeno, bom rekel, splošni populaciji. Virus, ki ruši vse pred seboj. Zato mora imeti vselej pri roki najbolj zanesljivo tajno orožje. Je bilo v vsem tem obdobju od leta 1986 do danes med okužbami prepoznanimi v Sloveniji največ prenesenih z spolnimi odnosi. Od tega 2/3 oziroma nekaj več kot 2/3 spolnimi odnosi med moškimi. Testiranju skupnosti smo začeli pri društvu Ligibitra leta 2009.
Niso se želeli hoditi testirati v zdravstvene ustanove, ker so se bali, koga bodo tam srečali, a ne, s kakšnim namenom so zdaj oni tam. Tako da je bilo zelo izjemnega in ključnega pomena, da se v bistvu testiranje prestavi izven zdravstvene ustanove. In takrat je naš predsednik Miha Lobnik na podlagi dobrih izkušenj iz tujine, iz Belgije, k nam prinesel v bistvu idejo testiranja v skupnosti. Torej, prvo testiranje so takrat izvedli seveda v klubu K4, kjer so bila roza večeri, se pravi namenjeni moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi oziroma gej populaciji, lezbikam. In je bilo zelo targetirano, v zaodrju je potekalo in prvo noč se je v bistvu testiralo 50 uporabnikov, med katerimi so že ta prvo noč odkrili eno HIV pozitivno osebo. Smo vzeli vzorce, jih poslali na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani, kjer so seveda tam tudi laboratorijsko vse te vzorce pregledali in od takrat naprej je tudi naše sodelovanje z samim inštitutom zelo uspešno in produktivno. Seveda na začetku je bilo vedno vprašanje tudi financiranja. To je trajalo kar nekaj let in ta akcija je bila v bistvu ena silnica, ki je pritiskala na državne inštitucije, da so končno potem našle denar za to anonimno testiranje, ki ga prej ni bilo, in je potem to uradno prišlo na infekcijsko kliniko. Vsak let pozabim, ko je ogromen, res. Barbara, pridi, da boš pomagala. Torej, včasih smo imeli 5 do 10 bolnikov za HIV-AIDS-em na oddelku, danes je redko, kakšen leži nekaj v celem letu. In to so prišli pozno, že z razvito boleznijo in običajno so umrli v 1 do 6 mesecev. In takrat je prišel HAART, Highly Active Antiretroviral Treatment, koktejl zdravil, 3 zdravil. Res, da so bila ta zdravila zelo naporna, da je bilo treba vzeti 20 tablet, da so vsi mogli velike količine vode piti, te bolnike si spoznal, da so vedno imeli steklenico vode. Ampak to je bila sprememba. Število se je začelo povečevati, morda potem, ko so ljudje postali malo bolj brezskrbni po letu 1995, po koktajlu in pa zlasti po letu 2000. Največ v Sloveniji prepoznanih novih diagnoz okužbe s HIV je bilo leta 1911. In sicer 55. Mi v Sloveniji smo seveda nadaljevali z temi kampanjami. Strah se je zmanjševal po eni strani, po drugi strani premalo ljudi prišlo na testiranje. Število okuženih narašča, večina se jih noče niti testirati. Pred 1. decembrom, svetovnim dnevom boja proti AIDS-u, so strokovnjaki spet opozorili na to nevarno bolezen. Ob mednarodnem dnevu AIDS-a pa o bolezni, ki je pri nas uradno skoraj ni. Pravzaprav je odkritih okužb malo. Rečem kar s ponosom, da so te naše nove različne metode in ideje potem tudi ponavljali drugod po svetu. Šel na vlak, samo cerka jedne in je par murcev takrat stopili šole, to čistem zraven, kakor so me videli, spoznali, so že začeli tudi, veš, gremo, šibe, tam ejc, bežmo. Edina, bi rekel, bolezen, ki ostaja od vsega začetka, je bolezen imenovana stigma. Res, da je zdaj, bom rekel, bolj na deklarativni ravni tega manj, bolj so vsi dovzetni, ampak na konkretni ravni se pa še vedno dogaja. Je največ ta prisotna v zdravstvu. Zdaj tukaj bi jaz mogoče naredil en disclaimer, zakaj govorimo o zdravstvu, da ne bo pomote. Je seveda zaradi tega, ker pri osebah s HIV-om je tam njihova diagnoza razkrita. Po naših ocenah v Sloveniji trenutno živi približno 1000 ljudi z okužbo s HIV, od tega jih le 1/10 ne ve za svojo okužbo. Med tistimi, ki vejo za svojo okužbo, so skoraj vsi zdravljeni. Če imaš 6 mesecev nezaznaven virus, kar ima večina naših oseb s HIV-om,
virusa ne more, klicaj, ne more prenašati s spolnimi odnosi. Od vsega začetka do danes se noben zdravstveni delavec ni okužil od naših oseb s HIV-om. Toliko bolj poudarjamo, naj se ljudje testirajo, ker zgodnje odkrivanje okužbi podaljšuje prvič življenjsko dobo, drugič pa seveda tudi zmanjšanje prenosa okužbe tudi na druge partnerje. V zadnjih letih, 10, 20, so pa ta zdravila postala neverjetno prijazna. Danes, če nekdo hujša, pride pozno k nam, je zelo bolan, seveda ima lahko kakšno rakavo hudo bolezen ali pa kakšno neozdravljivo bolezen in rečem jim, res imate HIV okužbo, ampak z vsemi temi težavami bi lahko imeli tudi tole. Tako da je še sreča, da imate nekaj, kar vam bomo lahko povrnili vaše osebne življenje. Epidemijo dobro obvladujemo. Zelo blizu smo globalnim ciljem. V Sloveniji praktično ne poznamo prenosa okužbe s krvi in prenosa z matere na otroka. Imamo že 3 leta tudi strategijo PrEP, pre-exposure profilaksa, in to blizu 100%, če pač uživajo tako, kot je treba, se prepreči okužba. Seveda zaščiti pred HIV-om, ne zaščiti pa pred ostalimi spolno prenosljivimi okužbami, tako da tudi mi pri testiranju še vedno spodbujamo ljudi, da se ne poslužujejo vendarle kondoma. Potreba ljudem povedati, da tako zelo nedolžne pa te bolezni niso, da je bistveno boljše preprečiti, da pride do okužbe, kot potem zdraviti. Na voljo je predekspozicijska in postekspozicijska profilaksa, potem zagotovljeno je najsodobnejše zdravljenje, psihološka podpora in zadnji tak prispevek je bil tudi sprejem zakona o pravici do pozabe, ki bolnikom s HIV omogoča enak dostop do kreditnih in finančnih produktov za nepremičnino. Soočanje z aidsom in z okužbo s HIV v Sloveniji je zgodba o uspehu. Pravijo, da rdeča pentlja, zato ker je rdeča simbol poguma, borbe in tudi krvne povezanosti med ljudmi in istočasno neke bolečine, bolezni. Mi smo v procesu priprave nove strategije obvladovanja HIV-a in bo vključevala tudi ukrepe za obvladovanje spolno prenosljivih okužb in hepatitisov. In si rečeš, gremo naprej. Naredili smo preveč, da bi se ustavili. Dobro.